Zdaj je tu pred mano naš avto, ker smo Slovenija je vsak malo dal, da smo kupili približno 2,5 milijona evrov vreden avto, je najdražji avto v Sloveniji, je oklepnik Patria. Zdaj vam pa še šel not pogledati, kako izgleda. Tukaj je z mano Matic, vojak, slovenski. Koliko pa to benzina žere na 100 km? Patria ne žre benzina, žre dizel, v bistvu dizel ali pa J8 gorivo. Poraba je nekje tak, pri normalni cestni vožnji je poraba 55 do 60 litrov, pri terenski vožnji je pa 100 litrov na 100 km. Koliko pa je približno stala ta Patria? To pa pokliči vlado, pa vprašaj službo stike z javnostjo, koliko je cena Patria, to pa ne vem. Ni približno 2,5 milijona? Ja, toliko približno, tudi jaz vem, to je tak, ja. Koliko ljudi pa gremo sedeti? No, gre 12 ljudi, posadka je pa drugače stala na 11 ljudi. 3 so stalni del posadke, to je šofer, namrilec pa poveljnik. Pa pač variabilni del posadke, to pa je oddelek, pehotni oddelek, ki se pač Patria namenjena za prevoz oseb in te osebe tu zadaj sedijo, veš, ti stoli, to je za prevoz, rekel bi potnikov, to je pehotna vojska, ki se škrca in gre na boj na potnik. Ti si torej voznik, ne? Jaz sem voznik, ja. Kaj je pa kaj z gumami, kaj se, ko voziš hitro ali pa kaj se kaj okruščajo? Gume so v bistvu namenjene za teren, tako da se po asfaltu se uničujejo, normalno. V bistvu tudi skale jih uničijo, ampak za po terenu pa se dobro vnesejo. Kaj je to, če bi jaz za neki vozil, tako po nekih velikih skalah, bi naj bi vrgel na stran? Na stran te ne vrže, avto se lahko nagne do 40 stopinj. Je pa tak, vsaka kola ima svojo obeso, zato dobro luknje požira. V bistvu vsaka kola ni tako pri avtu, ko so dve koli na eni osi, ampak je vsaka za sebe. Lahko malo na stran jaz vidim? Žala? Ja, gremo. Tak, ja. Jaz malo veliki, ne? Tu je mesto poveljnika avta, v bistvu to ima pač zveze, tu je postaja Haris, postaja Tadiran, Thales. Tu se merite? Je zdaj izklopljen, to je radijska postaja Haris, tu ima navigacijski sistem, tu je v bistvu kamera od merilne naprave, gori karbonbomet, pol je protipožarni sistem, ti gasilni aparati, tu so nosilci za puške, tu sedi namerilec, pred njim sedi voznik. A to še več stola? Tudi 2 stola sta še naprej, ja. Radio ima, to čuješ, drugo pa ja, ne vem, kaj je to takega. Avto ima klimo, hlajenje, gretje, pač tako vsak normalno avto. To je to. Ti ima to doma? Ja, za potrebe, za pohor je zelo vreme. Zdaj sem pa jaz voznik Patrije, tu zdaj gledam navigacijo, samo da bombo sprožim, samo malo. Ok, ne znam je sprožiti, to sem naučil. Z nami je tudi gospod župan. Kaj mislite na to Patrijo? Bi imeli doma? Ste bi malo vozili? Doma je malo velika, samo zdaj mi je tu en gospod razlagal, da je bila super za lovce, da bi se lahko na lov vozili, pa pravi, da je dovolj velika, da bi lahko noter spali. Občine bi lahko to kupila? Občina ima neki denar, samo naloge občine niso vojaške narave, tako da to je vse stvar vojske. Ne rabite tega, ne? Ne. Kaj pa, ste že bili kdaj noter? Kaj da bi... Vozil še nisem, sem pa že sedel, zdaj sem tudi sedel noter, sem šel preveriti, če sem kaj skušal, pa sem malo skušal. Mi je bolj udobno, kot fešte. Gospod vojak, Matic, hvala, da čuvate našo državo, pa hvala, da si malo to posnel. Prosim, da čuvate našo Patrijo. Bomo. Pa našo deželo. Prijaš, ok. Tam boj, ne? You're in the army now.